No, zgleda, da se bančna kriza še ni končala. Prejšnji teden smo videli propad še ene banke, samo 2 meseca po temu, ko je propadla Silicon Valley Bank. In če je bila Silicon Valley Bank 16. največja banka v ZDA, je bila zdaj ta banka, ki je propadla, First Republic Bank, 14. največja, in to je zdaj drugi največji bančni propad v zgodovini ZDA. Takoj za banko Washington Mutual, ki je propadla leta 2008. No, in ko smo bili že pri 2008, takrat smo videli 25 propadov bank in v bistvu teh 25 bank je imelo skupaj 373 milijard assetov. Se pravi, pod asseti so tukaj mišljeni depoziti stranka, se pravi, koliko denarja so hranili za njihove stranke. No, in zdaj smo v letu 2023 za samo 4 bankami, se pravi Silicon Valley Bank, Signature Bank, Silvergate in pa zdaj First Republic dosegli že skupno vrednost assetov 548 milijard, kar to bančno krizo naredi hujšo kot leta 2008, kar je dosti crazy, če vprašate mene. No, in v bistvu, kar je še hujš, zgleda, da te 4 banke niso bile dosti, zgleda, da 54 milijard izgub za delničare ni bilo dosti, zgleda 800 milijonov vrednosti bonzov, ki jih je imela First Republic in so v bistvu kar zginili. Zgleda, tudi to ni bilo dosti konča bančna kriza, zato ker zdaj v bistvu videvamo še v bistvu dodatne težave še pri 2 dosti velikih bankah. In v bistvu so dosti velike šanse, da bodo propadle tudi te 2 banke. To so pa banka PacWest in pa potencialno še Western Alliance Bank. PacWest je samo letos dal okoli 75%, medtem ko Western Alliance okoli 55%, in to je vred s tem, da je v bistvu v petek reboundala okoli 50% po temu, ko so v bistvu zanikali, da iščejo v bistvu kupca. In v bistvu vse to smo zvedeli direkt po temu, ko nam je Jerome Powell rekel, da so se razmere pač v bančništvu dosti izboljšale od marca, v bistvu za tem, ko je Federal Reserve spet zvišal obrestne mere za 0,25% zdaj v sredo. No ja, pač takoj zatem, ko je to rekel Jerome Powell, v bistvu naslednji dan smo zvedeli, da PacWest raziskuje možnosti za prodajo ali pa v bistvu vsaj za zbiranje kapitala in isto Western Alliance, čeprav oni so pol to takoj zanikali, ampak v bistvu vse veste, kako je to. Tu Silicon Valley Bank je rekel, da je vse v redu. Vse banke v bistvu do zdaj so rekle, da je vse v redu, zato ker pač, če rečeš drugače, je to povzroči še večjo paniko pri teh depozitorjih, pri strankah. In istočasno v bistvu videvamo zdaj, da je zlato spet prišlo na all-time highse. Juan je prehitel dolar, kakor Kitajska najbolj uporabljena valuta v zunanji trgovini. In pa v bistvu so zraven še težave z debt ceilingom, ne vemo, a bo rezan ali ne, probably bo. In pa nova GDP številka, ki je prišla ta teden, je bila 1,1 proti 2% expected, kar je pač dosti manj kot pričakovanje. Prav to pomeni, da se ekonomija dosti ohlaja in v bistvu zdaj se dosti folka sprašuje, kaj bo zdaj s to bančno krizo, a je to samo začetek, a bomo šli v recesijo, in v bistvu to bomo probali danes odgovoriti. In ja, v bistvu vsi strokovnjaki se sprašujejo, koliko bank bo v bistvu mogel še propadati, preden bo konc te bančne krize. Recimo FDIC, to je ta regulator, ki pač nadzira banke, ki jih tudi pol prevzame, ki pač bankrotirajo. No, oni so v bistvu rekli, da banke držijo še 620 milijard unrealized lossov. Se pravi, to pomeni, da recimo na njihovem balance sheetu imajo določeno vrednost assetov, medtem ko realni asseti, se pravi realna vrednost ponovadi obveznice, je zdaj dosti manjša zaradi višjih obrestnih mer, in ta realna vrednost je pač pri vseh bankah skupaj okoli 620 milijard dolarjev. In to nam v bistvu lahko da malo razmišljati. Prej smo rekli, da je bilo pri delničarjih okoli 54 milijard izgub pri samo teh 4 bankah, in če je pač res 620 unrealized lossov, a bo v bistvu treba vse to biti izgubljeno v ceni delnic. Če je, pol nismo niti šele na 1/10 pač tega propada. Bloomberg pa pravi, da je 186 bank v ZDA, ki so trenutno v nevarnosti, in glede na to, da smo trenutno samo na 4, ki so propadle,
potencialno 6, če bo se še te dve, in da je to že pač večja kriza kot leta 2008, si lahko sam predstavljamo, kaj bi bilo v bistvu, če bi vseh 186 bank propadalo. Zdaj, nekateri drugi strokovnjaki pravijo, da je to dobro za market, da pač market mora tako delovati in te banke, ki so slabe, ki imajo slab risk management, morajo v bistvu odpadati za boljše delovanje ekonomije. In tukaj se jaz do neke mere strinjam. Če si pogledamo banko SVB, je imela pač res slab risk management, to je rekel tudi Federal Reserve, ki so naredili nek investigation. Oni so dali posojila tem start-upom z zelo nizkimi obrestmi, medtem ko pač so oni pol mogli imeti cash pri njih, ampak pol kaj enkrat se ekonomija malo počasni, ni več toliko casha v start-upih, je dosti logično, da ne bojo več dobivali denarja, medtem ko oni so imeli pa pač vsa cash v zelo low interest rate bondih in pač zaradi tega zelo slab risk management so imeli in pač nekako je prav, da so odpadala, in kakor sem rekel, nekateri pravijo, da je pač to dobro za cel bančni sistem, da odpadajo te slabe banke. In tudi Federal Reserve je rekel po tej investigaciji, da bojo mogli boljše regulirati te banke. Ampak večino ljudi zanima, koliko hujša bo še ta bančna kriza, in glede na razne predictione teh večinoma finance profesorjev, prediktajo v bistvu, da bi lahko videli izgubo še 300 milijard assetov, oziroma drugače povedano, da bojo propadle banke še s skupno vrednostjo okoli 300 milijard assetov, kar bi nas prineslo dosti blizu $1 trilijona v izgubljenih assetih, in zato pač temu zdaj eni pravijo triljonska bančna kriza. No, ampak da ne bomo samo govorili zdaj, kaj se lahko zgodi v prihodnosti, dajmo pogledati, kaj je bilo s First Republic banko, ki je propadla prejšnji teden, in zakaj je v bistvu sploh propadla, kaj se je zgodilo. Se pravi, pač vse se je v bistvu začelo s temi prvimi 3 bankami, ki so propadle, SVB, Silvergate pa Signature Bank. No, in kakor vemo, te banke so imele dosti take specifične stranke, večinoma podjetja, in ker se je pač venture capital toliko ustavil, zelo slab risk management, ker so kupili toliko velik obveznic z majhno obrestno mero, so jih pol mogli začeti prodajati in v bistvu, ko so prodali te obveznice, so imeli izgubo, kar je pol pripeljalo do bank runov pri strankah, se pravi, da so vse stranke naenkrat hotele denar ven in tega casha pač itak ni bilo in basically tako so propadle te prve 3 banke na zelo tak preprost način razloženo. Ampak pač propad teh 3 bank ni bil pomemben samo za te 3 banke, ampak v bistvu za cel bančni sistem. Zato ker folk je pol malo začel gledati, a so te manjše regionalne banke sploh varne, a se jim bolj splača premakniti denar v večje banke, ki so bolj regulirane, pač njihov denar je valjda bolj varen v njih, Zato tudi vidimo, recimo, če pogledamo letošnji performance tega Regional Bank indeksa, je letos down več kot 30%, medtem ko največja banka v ZDA, JP Morgan Chase, je pa letos pač up oziroma je tam flat. No, in da bi preprečili to še pri drugih bankah, je pol v bistvu uskočil Federal Reserve, ki je spet začel printati money z namenom, da bo ta denar uporabljen kakor pač posojilo tem bankam nekako. Zato, da bi te banke lahko coverale njihove withdrawals strank. Se pravi, to posojilo naj bi delovalo kao tako, da oni jim dajo takoj denar za withdrawals in banke ga bojo pol vrnile, pač, ko se izsečejo te bonzi, zato ker, če smo gledali value bondov, ki so jih banke kupile, so imeli dosti denarja, ampak, kot smo rekli, veliko unrealized gainsov je bilo pri teh bondih, No, in ta posojila so vključevala tudi First Republic banko, tudi oni so si sposodili od Federal Reserva in poleg tega so dobili tudi 30 milijarden cash injection od še 5 največjih bank v ZDA. No, ampak tudi to ni bilo dosti in veliko ljudi je videlo v bistvu First Republic Bank kakor nov SVB, videli so veliko podobnosti, zato ker so isto imeli dosti slab risk management. No, in najprej so pri First Republic hoteli vse pomiriti, da imajo dosti sredstev, vključno zdaj z 60 milijardnim razpoložljivim posojilom,
Ampak hitro se je pol videl, da imajo tudi oni velike težave z investicijami in z njihovim posojanjem. In sicer fair value njihovih assetov je bil v bistvu 26 milijard pod valueom, ki so ga imeli napisanega na balance sheetu, je izpostavil Wall Street Journal. In v bistvu po temu so dobili to investicijo 30 milijard od drugih bank in posojilo od Feda. In to je nekaj časa malo pomirilo zadeve, ampak 24. aprila so reportali first quarter earningse, no in tukaj je šlo pol v bistvu vse malo v zrak, malo blow up. Zato, ker iz earningsov je bilo razvidno, da so depoziti strank se zmanjšali za 40%, kar je bilo veliko več, kakor pričakovano, in v bistvu kar je še slabše, v teh 40% oziroma v depozite je bil vključenih tudi teh 30 milijard, ki so jih dobili od teh večjih bank, tako da v bistvu brez tega bi bila ta cifra več kot 50%. Obenem je pa začel ful padati stok, obenem so rekli, da raziskujejo opcije za restrukturiranje balance sheeta, kar basically pomeni, da so iskali buyerja oziroma da so iskali dodaten kapital. No in na koncu so prejšnji ponedeljek regulatorji zasegali to banko, potem jih je pa v bistvu prevzel JP Morgan in Chase, ki so po mojem mnenju dobili dosti dober deal na tej banki. In ja, v bistvu tako je še en bančni propad za nami, drugi največji bančni propad v zgodovini ZDA. In zdaj v bistvu samo še eno vprašanje, kaj se bo zgodilo naslednje. PacWest pa Western Alliance so oboji rekli prejšnji teden, da raziskujejo možnost za prodajo oziroma za dodatno financiranje. Čeprav je Western Alliance to pol zanikal in pol je tudi njihov stock je malo reboundal, druga so oba dva stocka sta v četrtek na eni točki bila down 50%. In tukaj se meni zdi ta stvar dosti ironična, da edina stvar tukaj, ki lahko reši te banke, se pravi dodaten kapital, jih v bistvu na koncu zafuka, zato ker to pol ustvari toliko panike pri ljudeh, da začne se nek bank run in v bistvu je tukaj neka loss situation, ne moreš nič narediti tukaj, če si ta banka. Če vam povem še eno zanimivost oziroma koga lahko mogoče krivimo za to bančno krizo, je to KPMG, to je firma, ki revizira zelo veliko bank v ZDA, mislim, da je največja firma, kar se tiče teh revizij. In če uganete, kjer vse banke so oni revizirali, revizirali so Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic Bank in v bistvu tudi PacWest. In vsem tem so rekli, da imajo clean balance sheet oziroma clean financial statement še februarja v bistvu. Mi se lahko pol vprašamo, a delajo svoje delo primerno, a je tukaj, a so independent, tukaj je zdaj to vprašanje, ker se sliši dosti, kakor leta 2008, ker so te rating agency dajali slabim bondom AAA rating zdaj, kar pomeni, da so ful dobri. In ja, to ni nikoli dobro. Tako da, v glavnem, kar se tiče te bančne krize, je zdaj čisti kaos. Je pa situacija dosti zanimiva in bom probal čim bolj coverati to na kanalu. Tako da, če so vam taki videi všeč, napišite kaj v komentah, kakšen feedback. Drugače pa ja, to bo to za ta video, pa se ga naslednjič.